Hello, hello in en lep pozdravček vsem na strani Barbara Mali. Evo, sem rekla, dan se vam javim z enim, tako da nekateri, da se spomnite, drugi mogoče nikoli niste niti slišali za to, in sicer o tem, o dragocenosti vprašanja, ker namreč mi smo v tej resničnosti, oziroma mislim, torej s to resničnostjo naslavljamo na nek povprečen, navaden način, na katerega se tukaj stvari počnejo. Torej smo tako nekako programirani, da skušamo priti do nekega zaključka, do nekega sklepa, do nekega odgovora, do neke sodbe, vedno skušamo zavzeti neko stališče, oziroma če ga ne zavzamemo, smo napačni, nas drugi govorijo, ja, moraš se na neko stran postaviti, moraš imeti neko stališče, oziroma moraš imeti nek pogled. In dejansko skozi, tudi v šoli, recimo, če nimaš odgovora, dobiš slabo oceno, si napačen, in to potem dejansko skozi celo življenje skušamo priti do nekega zaključka, oziroma prihajamo do nekih zaključkov in najdemo nek odgovor, s tem pa dejansko sami sebi si vzamemo moč. Namreč, ko pridemo do nekega odgovora, ko sklepamo o nečem, zaključimo o nečem, nekaj izračunamo, ja, to je tako pa tako, to se dogaja zaradi tega pa tega, dejansko v naše zavedanje ne more priti nič drugega kot to, kar smo se že odločili, kar smo že sklepali, kar smo sodili, lahko gre pa za čist neko drugo stvar. Ampak, če mi zavzamemo nek pogled, v naše zavedanje ne more priti nič drugega, kar se ne sklada s tem pogledom. Torej, recimo, če damo en primer, mogoče ima kdo zdaj kak pogled, joj, v kakšnih časih si živimo, grozne stvari se dogajajo in pogled, mislim, kaj se bo tej osebi dogajalo? Oziroma, kaj bo ta oseba videla v svetu, v svojem življenju? Sam to, kar se sklada s tem njenim pogledom, nič drugega. Torej, vzamemo si moč, a ne? In tukaj, torej, access consciousness pa, torej tisti, ki poznate, oziroma tisti, ki ga ne poznate še, torej access consciousness vam pa predstavi vprašanja. Torej, access consciousness, če bi prevedli to v slovenščino, je dostop do zavesti. In vse, kar tukaj uporabljamo, vam omogoča, da razširite svojo zavest, da postanete zavestnejši, ker namreč, ko postanemo zavestnejši, oziroma ko smo zavestni, ne moremo narediti nobene napake, točno vemo, zakaj se gre, kaj moramo izbrati, da bomo skreirali neko stvar in tako naprej. Torej, z odgovori, sodbami, nekimi zaključki, izračuni, sklepi se dejansko naredimo neumne. Ker odrežemo svoje zavedanje na ta način. Ko si pa zastavljamo vprašanja, in sicer ne v kakršnakoli vprašanja, bom tudi malo kasneje mogoče še kaj več o tem povedala, ampak taka odprta vprašanja, brez nekih pogojev notri, se pa na ta način odpremo temu zavedanju, ki je za nas na voljo. Z vprašanjem gremo izven svojega uma, oziroma onkraj svojega uma, ker namreč naš lahko opredeli samo tisto, kar pozna, kar je že izkusil in nič drugega. Recimo vprašanja, mogoče za tiste, ki poznate, ste že to slišali, ne vem, bom povedala nekaj par osnovnih vprašanj. Torej, eno vprašanje, ki ga lahko zastavljate, kako lahko boljše kot to. In tudi z vprašanjem, torej dejansko posežemo oziroma se povežemo s temi kvantnimi prepletanji v vesolju in torej, če vprašamo, kako lahko boljše kot to, za karkoli, naprimer, nam začne vesolje prinašati boljše stvari, torej nekaj, kar je boljšega od tega, kar imamo trenutno. Tudi če je že dobro, tudi če imamo že dobro stvar, je lahko še vedno boljše, tudi če mi ne vemo kako, ampak če bomo potem sprašvali, bomo to dobili. Potem recimo eno vprašanje je tudi, s katerim dobimo zavedanje, kaj se resnično dogaja v neki situaciji, je, kaj je to? Preprosto vprašanje. Zveni preprosto, ampak dejansko si boste dali moč s tem.
ker veliko ljudi, recimo karkoli se dogaja, ali z njihovimi telesi, ali v odnosu, ali z delom, z denarjem, pridejo do nekega zaključka in to je to, konc. In so to pravzaprav tam se zaustavijo, oziroma si kreirajo samo to v skladu s to odločitvijo, v njihovo zavest, da ne pride samo te stvari, ki se skladajo s to sodbo. Medtem ko če vi rečete, ok, kaj je to, se boste lahko zavedli neke popolnoma druge stvari, ki se tukaj dogaja, in ko ozavestimo, kaj je, potem imamo izbiro, torej lahko na nek način to spremenimo. In torej si damo na ta način moč. Vedno vprašanje nas vedno opolnomoči. Evo, da vidim, nekaj vas je z mano. Hello. A me slišite? Torej sem prej rekla ne kakršnakoli vprašanja, ker veliko ljudi tudi pol sliši to in začnejo nekaj zastavljati, neka vprašanja z nekimi pogoji noter, ki vključujejo neke pogoje. Ne, vprašanja morajo biti pač taka odprta, oziroma torej smo rekli, kako lahko boljše kot to, kako lahko še boljše kot to, kaj je še mogoče, kaj vse je še mogoče, na kar še sploh nisem niti pomislil, na kar še sploh nisem niti pomislila. Oziroma, ja, meni je to vprašanje, kaj je to, mi je zelo všeč. Torej, če namesto da prihajam do zaključkov z raznimi stvarmi, rečem samo, ok, kaj je to. In sem v tem vprašanju toliko časa, dokler ne dobim zavedanja, kaj se resnično tukaj dogaja. In če pogledamo recimo dojenčka, verjetno ste že videli vsi dojenčka, kako je, ko dojenček pride na svet, in prva leta življenja je vprašanje, je skozi dejansko vprašanju, dokler ga ne začnejo pač vse te stvari pač pogojevati in mu reči, to je to, in dejansko se nauči, torej od drugih pravzaprav se nauči, da mora prihajati do nekih zaključkov, imeti neke odgovore. Torej dejansko je vprašanje naravno stanje našega bitja, ki ga nekako od tega se pač s tem programiranjem, ki smo ga deležni, odklopimo in na ta način si vzamemo moč. Tudi jaz zelo rada gledam tudi naravo, recimo, oziroma živali, in od tega pravzaprav vlečem se učim od narave, od živali, ker tudi mi smo del narave, mi smo del planeta, nismo nekaj odklopljenega od tega. Torej, če ne bi bilo Zemlje, ne bi bilo nas. Torej, naše telo je sestavljeno iz enakih elementov kot Zemlja, in če Zemlje ne bi bilo, pač mi ne bi imeli svojih teles. Tako da, recimo, tako sem malo opazovala tudi, recimo, če pogledate živali. Živali so skozi v vprašanju. Živali so skozi v zavedanju. Delujejo zavedanja. Ja, in tudi, mislim tako, če začnemo biti v vprašanjih, torej lahko posežemo po vsem tem, kar nam je na voljo, se povežemo s tem in dovolimo, da nam to prispeva. Torej, nismo sami, če delujemo iz vprašanja, vidimo, da je na voljo ogromno nekih stvari, ki nam lahko na razne načine prispevajo, in ja, dejansko začnemo lahko svoje življenje kreirati na čisto drugačen način, veliko bolj ekspanzivno, ga lahko začnemo širiti na načine, za katere si sploh nikoli nismo niti predstavljali, da je mogoče za nas. In ja, torej, tudi ko smo v vprašanju, mislim, tako veliko ljudi tudi reče, ne vem, rajš ne bom zastavil dobenega vprašanja, pa rajš ne bom zastavljal vprašanja, zato da se ne bo kaj prikazalo takšnega, kar mi ne bo všeč. Torej, tu smo zelo kontrolirajoči, ampak dejansko vesolje nam vedno krije hrbet. Če sprašujemo seveda takšna vprašanja, recimo, če sprašujemo potem, kako lahko slabše kot to, ker veliko ljudi sprašuje potem, vesolje ti da, ok, to je še slabše. Če vas sprašuješ, kako je boljše potem, potem ti vesolje dostavi nekaj boljšega. Tako da prvo kot prvo moramo sami sebi kriti hrbet, torej, da ne sprašujemo po slabšem, pa rečejo, meni se samo slabe stvari dogajajo, verjetno samo potem sprašuješ. Tako da, vse, kar je to tudi zdaj prinesli na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Right or wrong, guten Berg, pokolej shorts, boys, povats and beyonds.
In eno vprašanje, ki ga ne zastavljamo, je zakaj. Zakaj se to dogaja, zakaj bla bla bla, zakaj la la la. Zato, ker vedno, ko zastavimo neko vprašanje, ki se začne zakaj, to sili naše možgane k iskanju odgovora. Pri teh vprašanjih, ki sem jih pa prej omenila, mi ne iščemo odgovora, ampak samo pustimo, torej, da se prikaže neka energija, neko zavedanje na tej podlagi. Torej, zakaj pa nas vedno sili v iskanje odgovora, zato tega ne sprašujemo. In torej, bolj kot smo v vprašanju, torej ena od stvari, ki jih naredi tudi vprašanje, je, da vnese v naše življenje, oziroma če imamo neko specifično situacijo, neko določeno situacijo, če smo v vprašanju, glede tega dejansko to vnese tudi v to situacijo kaos, torej energijo kaosa, in kaos ustvarja možnosti. Torej, vedno, ko zastavimo vprašanje, to ustvari nove možnosti oziroma ustvari takšno energijo, kjer je dejansko mogoča sprememba. Če smo v nekih odgovorih, torej če najdemo odgovor, gremo v neko sodbo, to dejansko ustvarja neko trdnost, neko dejansko težje tam karkoli spremenimo, kot če smo v vprašanju. In tudi vprašanje je, poleg tega, kar sem pravkar povedala, je tudi algoritmična motnja. Torej, če dejansko imamo neke stvari, ki se dogajajo, pa delujemo na določen način, ko si zastavimo neko vprašanje oziroma smo vprašanje, prekinemo to in lahko potem izberemo nekaj drugačnega. In torej biti energija vprašanja, to je naše naravno stanje. In če bi želeli imeti več tega, torej več energije vprašanja, torej da ne kupujete pogledov drugih tudi, kar vam drugi govorijo, in pač takoj vzamete to, kot da je to sveta resnica, in pa se pa na koncu izkaže, da je to čist nekaj drugega, oziroma bila to laž, oziroma ni res za vas. Če želite biti z vsem v vprašanju, vsem, da ničesar ne kupite kot, to je to, vas vabim, da se nam danes pridružite na skupinski simfoniji možnosti, ki sem jo poimenovala vnašanje energije vprašanja, na kateri bomo vnašali energijo vprašanja oziroma bomo odstranjevali vse tisto, kar nam ne dopušča biti energija vprašanja. In za tiste, ki mogoče še ne veste, kaj je to simfonija možnosti, torej pri simfoniji možnosti, jaz energijsko delam v vašem energijskem polju, torej ker to pač delamo prek Zooma, lahko delamo tudi v živo, torej, ampak v tem primeru delam v vašem energijskem polju in odstranjujem vse tiste stvari, ki vam ne dopuščajo biti vprašanje. Torej v tem primeru vse, kar vam ne dopušča biti vprašanje z vsem, torej to so razne neke odločitve, sodbe, nekaj, kar na energijskem nivoju ustvarja neko trdnost, nekaj, kar vam ne dopušča razširiti svojega življenja, biti to, kar resnično ste, ker, kot smo rekli, pravzaprav, ko smo, kar resnično smo vprašanje. Tako da to bomo danes delali, in če vas mika imeti več tega, in tudi vem, da dosti vas je tudi že naredili kakšne delavnice z Access Consciousness, in ste bili takrat v vprašanju, potem pa počasi spet se lahko skladimo s to resničnostjo, ki je skozi najti odgovor, najti zaključek, narediti nek sklep, postaviti se na določeno stran, moraš imeti nek pogled. In lahko tudi dejansko zaznamo, kako drugi deluje z teh energij, in potem pač prenehamo biti vprašanje. Če bi radi imeli to vaš čas, se nam pridružite danes ob 8. uri zvečer na skupinski simfoniji možnosti vnašanja energije vprašanja. Bom objavila tudi tule od spodaj povezavo do dogodka, je pa samo 50 € za enourno simfonijo možnosti, ki lahko spremeni res ogromno stvari v vašem življenju. Če seveda če želite to imeti, če želite imeti spremembo, in o spremembi tukaj govorimo, o spremembi na bolje, da vaše življenje postane nekaj boljšega, nekaj kvalitetnejšega, tako da lahko se še vedno prijavite, še vedno je čas, tako da vedno so super te zadeve, super so te stvari, in simfonija možnosti, kot že samo ime pove,
ustvari tudi možnosti, torej simfonijo možnosti, da vidite, da vam ni treba igrati, če lahko tako rečem, svojega življenja skozi na enem tonu, ampak da lahko naredite, lahko izberete drugo možnost, pa to možnost, pa to možnost. In naredite dejansko, mislim, tako ustvarjamo res tako simfonijo možnosti, da začnete dejansko zaznavati, kaj vse še mogoče za vas. In ja, da imate dejansko več možnosti tudi na izbiro potem. Ja, no, ok, tako da še enkrat lepo vabljeni in ja, če še kako vprašanje lahko tudi napišete tukaj od spodaj v zvezi s tem, seveda bom tudi z veseljem odgovorila, drugače pa ob prijavi dobite Zoomovo povezavo in se potem ob 8 uri, kako pravzaprav to poteka, ja, mogoče za koga še, ki še ni se udeležil tega, torej vi se uležete, se sprostite in ni pač niti na kameri, ni treba, da ste, ker dejansko delamo tako pač energijsko, a ne se dela in jaz pa delam v vašem energijskem prostoru, polju, kakorkoli to imenujete in odstranjujem te zidove, širim prostor tega, kar ste, dejansko odstranjujem tisto, kar niste vi in ja, tako. In pa seveda dobite tudi posnetek MP3 po tem srečanju, ki ga lahko poslušate še naprej in vsako nadaljne poslušanje še poglobi in razširi to spremembo, ki jo dobite tukaj. Tako da en lep pozdravček vsem, lepo se imejte in se vidimo, slišimo zvečer. Čau, čau!